današnjem posvetovanju bomo govorili, kot rečeno, o vrednotenju književnosti. Jaz pa v tem prispevku uporabljam tudi izraz priporočanje. Ne le kot nekakšen širši sinonim za vrednotenje, ampak predvsem kot posledico, ki naj bi izvirala iz vrednotenja. Torej neko praktično uporabnost vrednotenja. Moja predstavitev bo vsebovala razmišljanje o obstoječih praksah, namreč tistih, ki sedaj obstajajo v knjižnicah, in o tem, kako bi lahko sistem nekega objektiviziranega vrednotenja književnih del vplival na knjižnice, bralce in knjižni trg. Vse seveda s ciljem, da skupaj razmišljamo o tem, kako bi v Sloveniji izpostavili skupen in celovit sistem vrednotenja, ki bi tudi dobro deloval. Predstavitev bova izvedla skupaj s kolegom Marjanom Špoljarjem, ki je bibliotekar analitik v naši službi za razvoj in odmočnost in v bistvu vsakodnevno pridobiva in spremlja statistične in druge podatke o tem, kako deluje sama mestna knjižnica Ljubljana, pa tudi sicer sistem splošnih knjižnic v Sloveniji. Kolega Marjan bo to mojo predstavitev dopolnil z rezultati evalvacije učinkov nekaterih oblik promocije, ki jih trenutno izvajamo v mestni knjižnici. O čem pravzaprav govorimo? Bralna kultura kot eden od ciljev, ki jih želi splošna knjižnica doseči, temelji na spodbujanju branja kakovostne književnosti. To smo že slišali. Kako to spodbujanje udejanjati in razvijati je v sodobnem času kar večno vprašanje. Ves čas se ukvarjamo s tem v knjižnicah, kako razvijati številne oblike aktivnosti, ki naj bralca usmerijo k iskanju kakovostnega branja, kako bo to vplivalo na njegov literarni okus in tudi na njegovo pridobivanje znanja, kritično presojo in osebno rast. Knjižnice poskušajo vplivati od nekdaj že na bralno kulturo. Bralna srečanja s skupinskim branjem, pogovori o knjigah in podobno so tradicija, ki živi nekaj 100 let in še danes. Vendar pri takih oblikah sta dva problema. Namreč ob veliki knjižni produkciji se ni mogoče ukvarjati z vsemi deli, ki prinašajo kvalitetno branje na tak način. Poleg tega pa vemo, da se le manjši del bralske populacije pridružuje tem posebnim bralnim aktivnostim. In danes, ko so na voljo različni mediji, ki v tekmovanju s knjigo pridobivajo pozicije glede na število uporabnikov, je knjižnica še toliko težjem položaju. Dejstvo je namreč, da splošne knjižnice uporablja le četrtina prebivalcev, res, da so to večinoma redni in trajni bralci, a tudi ti v veliki meri ne posegajo samo po književnosti, ki bi jo lahko brez težav označili za kakovostno. In zato bojo seveda različni bralni projekti, ki aktivirajo kakovostno knjižnično gradivo, še naprej temeljna naloga knjižnic in prav tako tudi usposabljanje knjižničarjev za dobro poznavanje zbirk in svetovanje. Tako se v odnosu med knjižnico, ki gradi svojo zbirko, in pa uporabnikom, ki v njej išče svojo knjigo, postavi temeljno vprašanje, kaj naj kot bralec ali bralka izberem in kaj naj kot knjižničar ali knjižničarka svetujem. Ali obstaja orodje, ki ga lahko uporabimo, ko želimo z gotovostjo pomagati izbrati kvalitetno in bralcu primerno knjigo? Vemo namreč, da pogostost izposoje ne kaže nujno kakovosti in prav tako ne nujno osebna bralna izkušnja. In da bi spodbudili organizacijo sistematičnega vrednotenja kakovosti, prvenstveno v sferi književnosti, o čemer danes tu govorimo, se je mogoče smiselno dogovoriti za kriterije, ki naj takšno vrednotenje upošteva, da bo sprejemljivo in dejansko uporabno. Tako bomo danes v nadaljevanju videli še, da je to vrednotenje literarnih del marsikje po svetu že uveljavljena rutina, ki jo bralec pričakuje in uporablja
da je tudi poglobljena s praktično neomejenimi možnostmi, ki jih ponuja sodobna tehnologija, in da imamo nenazadnje tudi cel kup primerov že, po katerih se lahko zgledujemo. No, s priporočanjem in vrednotenjem seveda nekaj izkušenj imamo. Tako se recimo v Mestni knjižnici Ljubljana že takoj v fazi nakupa gradiva zasleduje uveljavljene načine izbora kakovostne književnosti in se pri tem upoštevajo okoliščine, ki govorijo v prid nakupu določenih del, kot so literarne nagrade, nominacije zanje, pozitivne kritike, recimo izbor javno financiranih del, priznani avtorji, prevajalci, vsi poznamo to. Da bi lahko iz celovite zbirke, na primer književnosti, razbrali različne stopnje kakovosti in primernosti za različne nivoje bralne usposobljenosti uporabnikov, poleg tega izvajamo tudi aktiviranje gradiva na različnih nivojih. V letu 2013 smo recimo tako v Mestni knjižnici Ljubljana v različne priporočilne aktivnosti za odrasle, torej samo za odrasle, vključili 1196 različnih naslovov književnih del. Bralni projekti so številni in raznovrstni, vendar hkrati tudi neosebni in neindividualizirani, kar zadeva bralca. Naslavljajo namreč skupine bralcev, ki niso vnaprej definirane, niti niso definirane po interesih in po bralnih sposobnostih. Priporočila za branje del v bralnih projektih izhajajo najpogosteje od knjižničarja samega in njegovih preferenc. Načelo je, knjižničar izbere knjigo ali temo, nedefiniranemu bralcu pa je le-ta na voljo za branje ali pogovor. Če hočem na hitro pregledati obseg priporočanja branja odraslim v sedanji organizaciji Mestne knjižnice, lahko pregledamo na hitro nekaj naših aktivnosti. Recimo, razne bralne skupine, bralni krog, knjižna doživetja, berem, torej mislim, očarljivo skupinsko branje. To so vse naši projekti, ki vsak na nekoliko drugačen način v bistvu nagovarja bralca. Recimo pogovori z avtorji, četrtkova srečanja, Najst meni se dogaja za nekoliko starejše mladoletnike, pa razne predstavitve avtorjev in podobno, pogovori v literaturi v tujih jezikih. Potem imamo značilne za Mestno knjižnico projekte, bolj in manj znane. Recimo eden takih je Mesto bere, to je branje z nekim aktivnim, kritiškim ali postliterarnim odzivanjem bralcev. Potem recimo znani berejo in priporočajo izbor po priporočilu mnenjskih voditeljev, pa Skriti zakladi ali Ozimnica, to so pa posebni projekti, ki jih namenjamo bralcem, naprimer za dopust, počitnice, zimske počitnice in podobno, pa razni maratoni poezije. Znana je tudi naša prireditev V koži besede, kjer gre tudi za neko moderirano vodenje in debatiranje z avtorji. No, k priporočanju lahko štejemo tudi posebne zbirke. Recimo, mi imamo kinološko zbirko, zdravstveno zbirko, zbirko samostojnih popotnic, skratka neke teme, ki jih izpostavljamo, zato da so bralcem bolj dostopne. To pa seveda vsi knjižničarji dobro poznate. Pa posebni dnevi, kot so Mednarodni dan knjige, Dan splošnih knjižnic, Veseli dan kulture in podobno, razstave in priporočilni seznami in tako dalje. No, tega je veliko in privabi kar nekaj tisoč uporabnikov vsako leto. Korak naprej smo naredili s tako imenovanim aktiviranjem zbirke, ki je za zdaj omejeno večinoma, bom rekla, na spletno priporočanje ali razstave in podobno. Namreč v Mestni knjižnici v zadnjem obdobju poudarjamo neko celostno aktiviranje zbirke, ki ga določa knjižnica kot ustanova.
in njegov vir ni pri posameznem knjižničarju, ampak nekako pri odzivanju knjižnice na trenutno dogajanje, na trenutne, rekla, zanimive teme v družbi, prioritete, na dogajanje v lokalnem okolju in tako naprej. Recimo v letu 2013 smo imeli 3 take teme, naprimer varovanje okolja, Slovenija in Evropska unija, filmokult, v letu 2014 pa imamo Emona 2000, zdrava prehrana, družina in podobno. No, vendar kljub temu tematskemu osredotočanju je tudi ta oblika priporočanja še vedno neindividualizirana in poleg tega tudi seveda ni namenjena pretežno literarnim vsebinam. No, v letu 2013, ko smo odprli novo spletno stran Mestne knjižnice Ljubljana, smo tudi na spletni strani začeli objavljati novo spletno priporočanje. V tem spletnem priporočilnem seznamu, bi rekla, imamo trenutno 900 naslovov, okrog 900 naslovov knjig, 345 filmov, 200 naslovov glasbe in 80 igrač, skupaj okrog 1500 naslovov. Take predstavitve seveda imajo tudi druge knjižnice pri nas in mislim, da je spletno priporočanje v osnovi nekako podobno ali pa primerljivo prosti postavitvi gradiva v sami knjižnici, kombinirani s knjižničnim katalogom. Skratka, vsebuje določene podatke, po katerih se bralec orientira, ki pa niso kvalitativne narave. V našem primeru se torej lahko odloča med knjigo, filmom, glasbo in igračo, gradivom za otroke ali odrasle, lahko se izbere zvrst, jezik, leto izida, založbo in podobno. Prednost spletnega priporočanja je anotacija, ki pa v resnici vsaj deloma že nagovarja individualnega bralca, saj mu sporoči osnovne značilnosti in mu s tem nekako opozori na prednosti ali morebitne slabosti dela. V tem pogledu ima tudi potem nekakšno prednost pred knjižničnim katalogom, ki je popolnoma neopredeljen, kar zadeva odnos knjižnice ali pa knjižničarja do vsebine ali kvalitete posameznega dela. Anotacija v nasprotju z gesli v katalogu deluje izrazito bolj individualizirano, skratka gre za odnos avtorja anotacije do te knjige in še vedno pa ne posega na območje oziroma področje ocenjevanja kvalitete. Ampak po drugi strani pri spletnem priporočanju tudi nekako bralec razume, da je kvaliteta sama po sebi umevna v tem primeru, ker verjetno ne bi na spletno stran uvrščali del, ki ne bi bila vsaj do določene mere kvalitetna. No, anotaciji pa manjka seveda en bistven podatek za priporočanje in to je stopnja zahtevnosti branja. In če gremo dalje, lahko rečemo, da se zdi, da v pogojih, ko knjižničarska etika ne dovoli neposrednega vplivanja na bralca v obliki preferiranja ali celo vsiljevanja katerihkoli vsebin, knjižnica nekako dlje od tega ne sme in tudi ne more. Tako niso za knjižnico sprejemljivi poskusi marketinških pristopov, ki jih prakticirajo na primer spletne knjigarne, nekatere zlasti v tujini in so že tudi nam bili ponujeni kot vzorec, pri katerih bi ljudem na podlagi njihovega preteklega branja priporočali že prebranim podobne knjige. Tu bi lahko šlo že nekako za kršenje knjižničarske etike, da ne govorim seveda tudi o možni zlorabi osebnih podatkov, med katere v knjižnicah štejemo tudi podatke o izposojenih oziroma prebranih del posameznih članov. Če torej govorimo o promociji, o priporočanju dobrega branja, torej v vsakem primeru govorimo zgolj o promociji, ne pa tudi o presojanju, kaj je za določenega ali splošnega bralca primerno branje. In prav tukaj je tista točka, na kateri knjižnice nekako zavračamo poskuse usmerjanja nabavne politike od zunaj, pa naj gre za založnike, ustanovitelje ali celo državne institucije,
v točno določene vsebine, oblike, avtorje, načine izdajanja, založbe in podobno, ali tudi v tako imenovani nikoli zelo jasno opredeljeni javni interes na področju knjige. Torej, v knjižnicah menimo naslednje: podpora bralni kulturi da, omejevanje izbire branja pa ne. Tako da to bi bila potem osnova tudi še za nadaljne razprave na to temo. No, in če se vrnem zdaj spet v mestno knjižnico, mi smo nasledili ob združitvi tudi pionirsko knjižnico, Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, katere poslanstvo je razvijati bralno kulturo, promovirati branje med otroki in mladimi. In ob tem smo v sodelovanju še z drugimi številnimi subjekti, ki se tudi ukvarjajo z branjem otrok in mladih, razvili in organizirali vseslovenski sistem vrednotenja mladinske književnosti, ki se udejanja v končni fazi z vsakoletno izdajo priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig. Ta priročnik smo potem nadgradili še z blagovno znamko mestne knjižnice Zlata hruška in pa tudi s podeljevanjem nagrad za najkvalitetnejše mladinske knjige. Tako menimo, da je to recimo neka dobra praksa, čeprav že tudi sami opažamo določene pomanjkljivosti in se pravkar tudi že pogovarjamo o spremembah, ki so potrebne tudi pri priročniku za branje otroške književnosti. Ampak o tem bomo danes še slišali, je pa to ena od možnosti, ki bi lahko bila kot vzorec ali pa kot izhodišče za sistem vrednotenja tudi za odrasle. Zdaj, kakšni so cilji? Zamisel o oblikovanju celovitega sistema vrednotenja je nekako hkrati zrasla v različnih okoljih, ki se ukvarjajo s knjigo. In se govori o tej temi tako v knjižničarstvu kot v založništvu in kot sem rekla že tudi v kulturni politiki. V knjižnicah se na primer želimo s tem ukvarjati zlasti v sozvočju z informacijami o splošni bralni pismenosti v našem okolju, kar pomeni, da želimo kvalitetno knjigo približati bralcem z različnimi bralnimi sposobnostmi in to s ciljem, da bi se te povečevali. Bralec, ki pride v knjižnico po literarno delo, ne ve zmeraj vnaprej, kakšen bo njegov izbor. In veliko bralcev se pri obisku knjižnice tudi ne obrne na knjižnične informatorje. Saj je namreč temeljni koncept knjižnice v prostem pristopu ravno to, da bralec knjigo izbere sam, z brskanjem po zbirki in ob tem tudi spoznava, bom rekla, vsebinske značilnosti celotne zbirke. Lahko si pomaga s katalogom, ampak tam mu da samo temeljno vsebinsko usmeritev. O primernosti knjige prav zanj mu torej sama postavitev in katalog ne povesta dovolj. Kot že rečeno, lahko knjižnica tudi svoje promocijske aktivnosti usmerja tudi zlasti po svoji izbiri. Po naših izkušnjah, kot je že kolega Marjan omenil, bralci dokaj radi posegajo po priporočenih delih in jim je s tem olajšana odločitev in morda tudi zmanjšana verjetnost, da jim izbrane knjige ne bodo ustrezale. S takimi izkušnjami smo potem seveda zainteresirani za vzpostavitev nekega zaupanja vrednega in neodvisnega sistema vrednotenja, ampak tako, da bi bila dela vrednotena takoj po izidu oziroma neposredno ob izidu. S tem seveda pravice po prosti izbiri v knjižnici bralcu seveda ne nameravamo kratiti, pa lahko, če ovrednotimo celotno, na primer letno produkcijo, ponudimo orodje za pomoč pri tem. Kaj bi lahko uporabili kot pridobivanje, v smislu pridobivanja gradiv za vrednotenja? Pri mladinskih delih, to, kar sem že prej omenila, pri pripravi priročnika, ugotavljamo,
da je pomanjkljivost vrednotenje za nazaj. Saj postopek poteka tako, da se vrednotijo dela izdana v preteklem letu, ki so že prišla v knjižnice in knjigarne oziroma na trg. In zato smo, poznate ta instrument, na spletni strani uvedli še poseben seznam knjigometer, ki začasno in na hitro vrednoti tudi tekoče izdana dela. In s tem v nekem realnem času pomeni neko opozorilo na smiselnost nakupa in branja del, ki so na trgu. Tako bi sistem vrednotenja del za odrasle po našem prepričanju moral knjigo pričakati že takoj, ko izide, ali morda celo pred tem. Tu bi lahko pomembno vlogo odigrali založniki, če bi knjige že pred izidom pošiljali v vrednotenje. Pomagali bi si lahko tudi s sistemom CIP, ki je že uveljavljena oblika informiranja o nameravanih izidih naslovov in je tu splošno dostopna v Cobisu. Možnost zgodnega dostopa do izdanih knjig je tudi skozi zakonodajo o obveznem izvodu. Seveda bi bilo še najmanj težavno dostopati do podatkov o javno financiranih delih, saj recimo Javna agencija za knjigo kot financer lahko kaj takega zahteva že v pogojih razpisa, prav tako tudi drugi javni financerji, kot so občine in podobno. Prav pri teh delih bi bilo tudi zanimivo dodatno vrednotenje, ki bi lahko potem pomenilo neko primerjavo za tista vrednotenja, ki so bila v postopkih ocenjevanja za financiranje že izvedena prav v teh institucijah. No in zagotovo je ključ pri založbah, ki naj bi jim bilo v interesu, da imajo njihovi naslovi pozitivno oceno, če rečem malo v narekovaju, in s tem tudi možnost boljše prodaje. Tako bi vrednotenje poleg osnovnega cilja, ki ga zasledujemo v knjižnicah, lahko prineslo tudi na splošno boljšo in večjo kakovost knjig, tako glede vsebin, kot tudi glede drugih značilnosti dobrih knjig. Založbe bi se namreč trudile za kakovostne knjige zlasti v lastnem poslovnem interesu, saj bi morebiten velik obseg knjig, ki bi bile eventualno uvrščene med manj priporočljive, postopoma načel ogled vsake založbe, ki bi izdala preveč recimo takšnih naslovov. Če bi pa sistem zajel po nekem slučaju vsa izdana literarna dela, bi poleg kakovosti knjižnega trga odražal tudi informacije o tem, kaj na trgu izhaja. Taka ideja je mogoče za ta prostor tudi vsemu nekoliko preveč utopična, ampak navezuje se pa seveda tudi na idejo oziroma na načrtovani projekt knjige na trgu. Skratka, cel kup enih inštrumentov že imamo pri nas, ki bi jih lahko povezali v nek skupen sistem ali pa njihove dele, njihove sestavne elemente, ki bi jih lahko povezali tudi v tak sistem. Če pogledamo na to, kakšne posledice bi vrednotenje imelo v knjižni verigi, morda upravičeno obstaja tudi bojazen, da bi se knjižni trg zaradi vrednotenja, ki bi nekatere knjige izločilo, še dodatno skrčil. Vendar pa je treba na drugi strani pogledati predvsem pozitivne rezultate, ki bi se odražali zlasti pri nakupu bolje vrednotenih del v knjižnicah. Izbira med pozitivno vrednotenimi deli bi bila pomembna zlasti za tiste knjižnice, ki imajo na voljo manj sredstev in v svojih zbirkah ne morejo zagotoviti celotne vsakoletne knjižne produkcije. Pri teh bi bilo še posebej pomembno, da bi imeli zaupanja vreden sistem oziroma orodje, ki bi jim olajšalo izbor. Po drugi strani pa bi lahko za velike knjižnice tak sistem pomenil tudi problem v določenem smislu, ker morda z nakupom samo priporočenih del ali pa priporočljivih del ne bi mogli doseči zakonitega obsega nakupa zaradi preprostega dejstva, da enostavno knjižni trg ne proizvaja dovolj publikacij. Težko namreč verjamemo, da bi nam ustanovitelji odobravali naprimer nakup del, ki si ne bi pridobila vsaj minimalne ali možne stopnje priporočljivosti. Vendar za končnega uporabnika so pravzaprav te dileme precej nepomembne, zanj je še vedno najpomembnejša možnost izbire, morda pa seveda se bo moral, ali pa verjetno se bo moral sprijazniti tudi z dejstvom, da nepriporočenih del ne bo več na voljo ali pa vsaj ne v večjem obsegu.
Ko si postavimo vprašanje, ali je projekt vrednotenja smiseln, je tudi seveda na dnevnem redu vprašanje, ali lahko na današnjem posvetu že uskladimo kakšne ideje glede možnosti in sploh izvedljivosti takega projekta. Verjetno bo tekla beseda tudi o trenutni gospodarski situaciji, o tem, da morda v javnem sektorju naj ne bi sedaj, sploh pa ne v kulturi, začenjali kakšnih velikih projektov. Vprašali se bomo, kateri subjekti bi lahko tak projekt izvajali in tudi kateri naj bi ga financirali. Lahko bi se pa morda dogovorili to, da naredimo še korak naprej v smeri iskanja kriterijev, ki bi za vrednotenje prišli v poštev, kajti seveda kritiške opredelitve ne morejo biti same po sebi dovolj za tak sistem, kajti le manjši del izdanih knjižnih del doživi kritiško presojo. Poleg tega pa je tudi slednja subjektivna in ne opredeljuje, kot sem že omenila danes enkrat, stopnje zahtevnosti branja. Ocenjujemo skratka, da bi v sistem vrednotenja morali vključiti tudi manj zahtevna dela in med njimi poiskati tiste, ki so še zmeraj lahko vir branja, rasti bralne pismenosti in znanja in pa odsvetovati v končni fazi samo tista, ki tega cilja ne morejo doseči. Marsikje po svetu so, bodisi v organizaciji knjižnic, pa tudi neodvisno od njih, že prisotni veliki in bolj ali manj sofisticirani sistemi priporočanja oziroma vrednotenja, o čemer bomo govorili danes. In ti sistemi uporabljajo različne principe, ki pa večinoma ne temeljijo na osebni bralni izkušnji. Gre bolj za označevanje v nekih vnaprej določenih lastnosti posamezne knjige po dogovorjenih kriterijih, ki so sicer objektivne, ampak vendar hkrati subjektivno pomembne za posameznega uporabnika. Z njihovo uporabo lahko ta potem med sabo povezuje podobne vsebine, vrste del, avtorje in podobno. In v razmerah tako rekoč neomejenih možnosti povezovanja različnih informacij si ti sistemi pomagajo potem tudi s povezavami do različnih podobnih ali sorodnih vsebin okrog vsakega posameznega naslova. In s tem pač uporabniku predstavljajo neizčrpen vir informacije. Torej povezljivost teh različnih vsebin na isto temo ter interaktivnost med bralcem in uporabnikom je tisti element, ki zbuja recimo zaupanje. Ja, se bom takoj končala. Malo smo bili dolgi, ampak vendarle. Skratka, kakšno je zaupanje? Torej, kot rečeno, do sedaj uveljavljeni sistemi temeljijo na osebni izkušnji, dodajanje objektivnih ali pa, če tako rečem, opisnih informacij o knjigi in pa podatkov o vsebini knjige bo precej dobrodošlo in ugotovili bomo, da bi moral biti večji del teh dodatnih objektivnih oznak povezan vsebino bolj kot pa sporno. No in če malo skrajšam, koliko je vredna osebna izkušnja v primerjavi z neko objektivizirano presojo, bo seveda presodil vsak sam in sicer v prvi priložnosti, ko bo vzel iz kupa vrnjenega gradiva knjigo tudi zase. Takrat bo lahko videl, ali je osebna bralna izkušnja drugega bralca primerna tudi zanj. Skratka, vrednotenje, ki se mu želimo danes posvetiti, je tako, ki bi ga lahko in ga bomo lahko, če bo realizirano dodatno in res v praksi uporabljali, seveda pa tudi bralci neposredno. In tak model bo deloma ali pa kar precej drugačen od tega, kar knjižnice ponujamo danes. Postavili smo si cilj, zdaj pa poglejmo, ali ga lahko dosežemo.